Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Nekateri o notranjem otroku že nekaj veste, drugi ne veste ničesar, tretjega že poznate in ste ga že poiskali. Jaz bi pa danes malo povedala, zakaj je notranji otrok tako pomemben in kaj je notranji otrok in kako delamo z njim. Ko pridejo ljudje k meni na osebno svetovanje, jih vprašam, če poznajo notranjega otroka. In nekateri rečejo da in potem vprašam, kaj pa je ta notranji otrok, kako se pa počuti, kje pa je. In potem mi rečejo, to je deklica, punčka, če govorimo o ženskah, ki je žalostna, sama, ki joče. Ampak jo vprašam, kje je ta otrok, kje je? In je odgovor, ne vem, tam nekje. Kaj je notranji otrok? Notranji otrok je čustveni del nas. In notranji otrok ni samo deklica, ni samo otrok, ampak je lahko tudi odrasla ženska, je lahko odrasla oseba. Notranji otrok ima več starostnih stopenj. Tudi mi za svoje otroke, ki so že polnoletni, ki imajo lahko 25, 30, 40 let, rečemo, to je moj otrok, čeprav je odrasla oseba, ampak mi ga še vedno smatramo kot svojega otroka, ker je otrok, to je naš otrok, čeprav je že odrasel. In ravno tako je pri notranjem otroku. In za notranjega otroka moramo mi poskrbeti. In kako lahko mi poskrbimo za notranjega otroka? Tako, da ga odpeljemo nekam na varno. Jaz največkrat naredim na način s travnikom. Lahko je travnik, lahko je obala, lahko so hribi, lahko je gozd, lahko je jasa, karkoli. Ampak gre za to, da mi ustvarimo nekje varno področje, kjer ta otrok potem prebiva. Da ga mi kadarkoli lahko vidimo, da ga ves čas spremljamo in da lahko s pomočjo njega predelamo čustva oziroma odstranimo stisko, ki jo v vsakdanjem življenju občutimo. Se pravi, mi to deklico, ker na začetku vedno najdemo deklico, odpeljemo nekam, kjer bo na varnem, ne moramo jo pustiti kar tam nekje. In na tem travniku, kjer je varno, prijetno, toplo, pokličemo nekoga, ki bo za to deklico skrbel. To ne sme biti oseba iz realnega življenja, zaradi tega, ker na ta način mi potem ljudi na napačen način vežemo nase. Vsaka oseba v realnem življenju more, odrasla, polnoletna, more poskrbeti sama zase, ne more skrbeti za našega notranjega otroka. In pri odraslih ljudeh jaz največkrat pokličem angela, ki nima nobene veze z nobeno vero. Gre za občutek varnosti. In angel je oseba, ki ni v realnem življenju. In to ni angel s sulico, z mečem in ščitom. To je angel, ki je bolj podoben Barbapapi, mehek, topel, nežen, ki ima tako naročje, ki se kar razširi. In ta deklica gre v to naročje, gre v to gnezdo, gre v ta objem. In ta deklica se potem počuti varno, angel skrbi zanjo, nič ji ni treba. Nič ji ni treba. Je na varnem, na toplem, na mehkem. Angel poskrbi zanjo. Ni se ji treba dokazovati, ni ji treba biti pridna, lahko počiva, ker je utrujena. Ampak potem mi lahko pokličemo iz sedanjega življenja vse osebe, ki so utrujene.
Zakaj? Zato, ker mi moramo sedanje življenje uravnati. Tudi če imamo mi zelo velike stiske in travme iz otroštva, iz preteklosti, to vpliva na sedanje življenje in samo ukvarjanje z otroštvom, ki ga ne vključimo v sedanje življenje, nima smisla, ker ne bo prineslo rezultatov. Ker se bomo ves čas ukvarjali samo, kaj je bilo, ne bomo pa tega znali prenesti v realno življenje. Zaradi tega ne bomo imeli še boljšega zakona, zaradi tega ne bomo imeli boljših odnosov, zaradi tega nas bojo otroci še vedno spravljali v stisko, zaradi tega bo v službi še vedno težko. Ampak če ste vi sedaj utrujeni, sedaj, danes, ta trenutek, potem lahko peljete to osebo v angelovo naročje, to čustveno osebo v angelovo naročje, kjer se združi s tisto deklico, ki je tam in lahko postane odrasla oseba, ampak je še kljub temu vaš notranji otrok. In takrat se v ljudeh naredi preklop. Takrat ljudje gredo, oni, ta ženska, ta oseba, gre ona v angelovo naročje in to je narobe. Mi ostajamo vedno tukaj, mi smo tukaj s telesom, z mislimi, z razumom, svojimi prepričanji, svojim delovanjem. Ampak čustveni del, to, kako se mi počutimo, ta del je naš notranji otrok in ta del gre na varno. In to je vizualizacija. In zakaj je potrebna vizualizacija? Zato, ker edino na ta način naša notranjost, naša podzavest, naše nezavedno deluje. Naše nezavedno deluje preko slike, preko podobe. Mi imamo spomine. Mi vidimo sedanjost in si slikamo prihodnost. Ampak ker so zunanji impulzi, vid, sluh, vonj, okus, otip, misli močnejše, tega vedno ne zaznamo. Ampak če se mi osredotočimo na to, takoj lahko vidimo sliko. Mi si tako predstavljamo. Jaz si predstavljam, kakšna bo moja hiša, ki jo bova zgradila. Jaz si predstavljam, kako bo na počitnicah. Jaz si predstavljam, kako bo v novi službi. Jaz si predstavljam, kako bomo praznovali rojstni dan, moj, njegov, njihov. Jaz si predstavljam, kako bo izgledal ta izlet, kako bo izgledalo to druženje. Vse to si mi predstavljamo. In preko te predstave mi nekaj občutimo. In takrat, ko mi občutimo neprijetna čustva, takrat to osebo, ki se tako počuti, ki si jo mi lahko predstavljamo, peljemo v angelovo naročje, kjer se združi. Vedno imamo samo enega notranjega otroka, ne glede na starost. In ta notranji otrok je potem na varnem in sliši besede, ki niso namenjene nam. Ker če so besede namenjene nam, so to afirmacije. In afirmacije se dogajajo v glavi. In afirmacije zelo, zelo težko in zelo dolgo časa je treba, da prodrejo v nezavedno. Včasih sploh ne prodrejo. Ampak stvari se v nas spremenijo šele takrat, ko spremenimo ta čustva, te čustvene energije, te čustvene naboje v našem nezavednem. Še enkrat bom povedala. Predstava je tisto, s predstavo mi spremljamo življenje. Nekateri ljudje imajo boljšo vizualizacijo, drugi imajo slabšo. Ni treba, da vidite v barvah, ni treba, da vidite jasno. Dovolj je, da se vam zdi, ker ta zadeva z notranjim otrokom,
tako deluje. In v življenju so stvari, na katere morda nismo ponosni, ki jih obžalujemo, kjer si rečemo, zakaj nisem drugače ravnal, in se samo obtožujemo. Ali pa imamo kritika v sebi, ampak to je že drugo področje. Ampak kako naj jaz sprejmem sama sebe, če mi nek dogodek, v katerem sem nekaj naredila, ni všeč. In ne morem, in to je notranji konflikt. Jaz ne morem reči, sprejeta si, ustrezna si, če vem, da nisem bila. Ampak to lahko naredi angel. Vi ste tukaj, jaz sem tukaj, ampak moj notranji otrok je v angelovem naročju in angel skrbi zanj. In angel skrbi za vašega notranjega otroka. In ta angel nima nobene veze z vero. Ste verni, niste verni. Ženske, ki imajo za sabo spolno zlorabo, zelo težko sprejmejo angela, ker si ga predstavljajo kot moškega v moški obliki. Takrat lahko mi spremenimo v dušo, v neko zadevo, kjer bo ženska čustveno to lahko sprejela, kjer jo bo pomirjalo. Važno je, da jo pomirja. In to delo z notranjim otrokom naredi kaj? Spreminja stvari v našem nezavednem. In zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker mi svet, dogodke, vsak dan doživljamo na način, ki je v našem nezavednem. Kozarec do polovice napolnjen kozarec je za neke ljudi do polovice prazen, za nekatere ljudi pa do polovice poln. Ampak to je odvisno od njihovih notranjih vsebin in te čustvene energije potem določajo, kako bomo mi videli stvari v življenju. In kako mi delamo z notranjim otrokom? Na ta način, da ta čustveni del, to, kako smo se mi počutili v preteklosti, to, kako se mi počutimo v sedanjosti, in tudi, kako se bomo mi počutili v prihodnosti, če si predstavljamo nek dogodek, vse te osebe peljemo in združimo s tisto deklico, dekletom ali žensko v angelovem naročju. Ko delamo z notranjim otrokom, mi pravijo, prihajajo spomini. V redu, vse te osebe iz teh spominov, kjer je boleče, kjer so zapuščene, kjer so nevredne, žalostne, prizadete, osamljene, gredo tja in takrat, ko je ta notranji otrok pomirjen, ko ga angel sprejme, tako kot sem prej rekla, mi ne moramo sprejeti sebe, če se krivimo, ampak angel ali duša ali barba papa ali kdor nekaj mehkega, toplega, varnega to sprejme, potem se stvari, občutja v nas sprostijo, postane lažje. Nismo več tako napeti, nismo več tako prizadeti, nismo več tako žalostni, se ne samo obtožujemo. Smo bolj nežni s sabo, smo bolj sprejemljivi in to pomeni, da se imamo radi. Meje se ne postavlja na način, da na nekoga kričimo. Meje se postavlja z notranjim otrokom. Takrat deluje. In svoboda govora ne pomeni, da mi vsakemu povemo vse, kar si o njem mislimo. Svoboda govora se konča tam, kjer se začne pravica druge osebe
In pravica druge osebe je, da je ne žalimo, da je ne ponižujemo, da je ne obtožujemo po krivem, da z njo spoštljivo ravnamo. To, da nekdo reče, jaz sem tako odkrit in si upam vsakemu povedati vse, je prvič nesramnost in drugič je nespametno. Ampak če se vrnemo nazaj k notranjemu otroku, ljudje me vprašajo, in kako bom jaz v vsakdanjem življenju, kaj bo meni to pomagalo v vsakdanjem življenju? To, da boste bolj mirni, to, da boste lahko bolj preudarni, to, da vas ne bodo čustva prevzele do take sile. Če vi ocenite svoje čustveno stanje, kako se počutite od 1 do 10, in če je 10 najmočneje, mora biti čustveno doživljanje nekje med 3 in 4. Vse, kar je nad 5, smo že čustveno ugrabljeni, kar pomeni, da ne vidimo zadeve na pravi način, da nekaj v nas pretirava, zato ker je ta sprožilec zbudil tiste energije iz preteklosti, ki se samo nabirajo. Čas ne celi ran. Čas poskrbi samo za to, da gre bolj globoko. Ampak ko pridemo v situacijo, kjer nek dogodek nas spomni na to, kar se je nam že v preteklosti zgodilo, pa ni treba, da mi to zaznamo. Zato, ker mi se otroštva nekje do 7. leta, 6. ne spomnimo, lahko se spomnimo enega dogodka. Ampak to je 365 dni, 7-8 let. In z notranjim otrokom, ko mi kličemo tega notranjega otroka, dojenčice in zarodke, se zelo, 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 zelo veliko spremeni potem v nas. Ni vsaka nosečnost srečna in na začetku ni vsak otrok zaželjen. Zato ne moramo kriviti mame, ne moramo kriviti očeta, ampak lahko krivimo oziroma ne krivimo, sprejmemo, tako je takrat bilo. Ampak zarodek to občuti. In iz primerov vam lahko povem, da je šlo tisoče in 10 tisoč zarodkov v angelovo naročje, kjer so se združili, in preko notranjega otroka je popustila stiska osamljenosti, nezaželenosti, nevrednosti, nepomembnosti. Sploh dovoljenje, ustvarilo se je končno dovoljenje. Tukaj sem in lahko sem. In potem imamo temno plat sebe, ki je nočemo sprejeti, ampak v nas je vse. Ki je nočemo sprejeti in se z njo ne ukvarjamo. Jaz hočem biti pozitiven. Super. Ampak, a veste, pozitivnost ni stvar odločitve in razuma. Pozitivnost je stvar naših notranjih vsebin. In ta temni del sebe, ki je v vsakem od nas, pa če si priznamo ali ne, predelamo z notranjim otrokom. Jaz nočem tega dela sebe sprejeti, ampak angel, duša, barba papa to lahko sprejme. V knjigi Čarobni odnos sem jaz te stvari zelo podrobno opisala. In posnela sem nekaj videoposnetkov. In včasih stvari ne razumemo, kako delujejo. Jaz ne vem, na kakšen način spravijo par ton v zrak, kjer lahko leti in celo varno pristane. Jaz ne vem. Jaz vem, da to nekateri znajo, nekako v teoriji tudi vem, da ne vem, karkoli že,
Ampak jaz ne znam sestaviti letala. Jaz ne vem, kako par ton lahko lebdi v vodi, jaz pa, če ne bom plavala in ne bom megala, bom potonila. Ampak v življenju nam ni treba vsega vedeti, ker je preveč stvari, ker gre tehnologija preveč naprej, ker nimamo dovolj časa, niti znanja, niti možnosti, da bi se vse naučili in da bi vse vedeli. Ampak takrat pride nekdo to zna in nekdo mi bo pokazal in nekdo mi bo pomagal in takrat nastopim jaz. In delo z notranjim otrokom je eden od teh procesov. Ni treba, da čisto popolnoma razumete. Važno pa je, da stvar deluje. In deluje zelo dobro. Zakaj? Zato, ker se znebimo stisk, ki so v nas. In ko si predstavljamo prihodnost in ko imamo pred sabo nek dogodek, ki se ga bojimo, pa naj bo to sestanek v službi, javno nastopanje, kako se bomo poleti spravili v kopalke, kako bomo preživeli rojstni dan, kjer je tašča zraven, ali pa karkoli drugega, nekaj, kar nas spravlja v stisko, lahko z notranjim otrokom to predelamo. Zakaj? Zato, ker naredimo film, naredimo sliko, naredimo sceno. In naša notranjost to vzame kot resnično, tako kot vzame resnično film na televiziji, kjer se bojimo, kjer uživamo, kjer se smejimo, kjer čutimo ljubezen, kjer jočemo zraven. Ampak nam na kavču se nič ne dogaja. Jaz sem to povedala že 100-krat, 1000-krat in bom še 10 000-krat. In če se sprašujete, kako se imeti rad, je prvi korak to, da začnete skrbeti za svojega notranjega otroka. In to ne na način, da vi bežite v angelovo naročje ali jih barba papi ali jih duši ali kamorkoli. Zato, ker vi morate biti tukaj. Ampak na način, da poskrbite za tisto osebo, ki se je tisti trenutek, 1 sekundo nazaj, 1 dan, 1 teden ali pa 800 dni nazaj počutila tako ali pa 15 let. Ker notranji otrok je en notranji otrok je vsak trenutek našega življenja. Zdaj se počutim tako, zdaj sem žalostna, zdaj sem negotova, zdaj sem zaskrbljena. In ta angel na travniku sprejme vaše skrbi. Skrbi vam ne pomagajo, skrbi so samo opozorilo, da je treba biti na nekaj pozoren. Ampak teh skrbi se je treba znebiti in jih lahko predamo. Skrbi predamo, ker nam ne pomagajo, nam ne koristijo. In če strnem zdaj, se pravi, z notranjim otrokom skrbimo, da smo vsak dan lahko umirjeni, ker ko smo umirjeni, potem se bolj pravilno odločamo, boljše delujemo, manj uničujemo, manj zgubljamo energije, manj uničujemo svoje telo. Zakaj? Zato, ker takrat, ko smo mi vznemirjeni, smo v stresu. In veste in ste prebrali, da stres škoduje. Lahko se z notranjim otrokom predelamo preteklost. Se pravi, mi se ukvarjamo s sedanjostjo, ampak hkrati bomo mi predelali preteklost, ker kličemo vse tiste mlajše osebe, kakor smo zdaj. Nima smisla se ukvarjati, tako kot sem povedala na začetku, samo s preteklostjo, če ne znamo urediti sedanjosti. Mi moramo ostati tukaj, zato nobena moja delavnica ni imela modulov. Ne individualno delam zaradi tega, ker je pri vsakem človeku drugačen pristop, ker je pri vsaki osebi se treba osredotočiti na nekaj drugega in to se masovno ne da delati. In
z notranjim otrokom se pripravimo na prihodnost. In z notranjim otrokom mi lahko sprejmemo to, kar se nam dogaja. Se pravi, lahko sprejmemo, spustimo in potem ponovno zaupamo. Ampak mi zaupamo sebi. Zakaj? Zato, ker se v nas gradi občutje varnosti. Zato, ker se na ta način z notranjim otrokom v nas gradi občutje notranje moči. Zato, ker se z notranjim otrokom v nas zgradi zaupanje vase, zaupanje v življenje, zaupanje v to, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo zmogli. In to je bistvena razlika od prej, od nemoči. Kaj naj jaz, kako naj jaz? Jaz upam, da se vam je zableščala ena lučka. Če hočete v življenju nekaj spremeniti, potem se najprej osredotočite na to, kako se počutite. In če se ne počutite dobro, potem to predelite z notranjim otrokom in boste videli, da bo rezultat popolnoma drugačen, kakor če tega ne boste naredili. Mi žal nimamo vzporednih življenj, da bi lahko primerjali, ampak ljudje mi rečejo, zdaj je to čisto drugače. Naročite se na moj YouTube kanal. Preberite kakšno knjigo, Ko ljubezen boli ali Toksična oseba in jaz, Čarobni odnos ali 8 moških, zakaj pa ne. Pejte malo pogled na mojo spletno stran in kmalu se spet vidimo, slišimo in imejte se radi. Srečno!